Matevž Krivic je pravnik, ki že desetletja združuje državljanski aktivizem in legalizem, se pravi dosledno upoštevanje pravne zakonodaje. Javno deluje kot publicist in komentator odmevnih pravnih oziroma pravno-političnih vprašanj. V mnoge boje se je spustil ne zato, ker bi bilo to njegovo delo, ampak ker verjame v pravico. Med drugim je bil tudi sodnik Ustavnega sodišča Slovenije v prvi sestavi med junijem 1991 in decembrom 1998. Kot pravni zastopnik je pomagal mnogim, verjetno stotinam izbrisanih ter prosilcem za azil. Matevž, kmalu bo minilo 30 let od tistega februarja 1992, ko je Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije nezakonito iz registra stalnih prebivalcev Slovenije izbrisalo 25.671 ljudi. Kako je možno, da je do tega sploh prišlo in kaj je to pomenilo za vse te ljudi? Kako je možno, da je do tega prišlo, je seveda težko in zanimivo vprašanje, ampak jaz bi začel tale pogovor raje s tem, da bi skušal čim bolj na kratko povedati, kako je, torej da je še bolj čudno ali pa slabo za Slovenijo, kako je možno, da po 30 letih še vedno, bi rekel, niti osnovni problemi, ki so s tem nezakonitim dejanjem takrat nastali, še vedno niso rešeni, ne? Ker se mi zdi, da tudi, če koga tale pogovor zanima, da ga bo gledal, da bo verjetno več tistih, ki jih zanimajo, kakšno je sedanje stanje, kot tistih, ki jih bolj natančno zanima, kako je do tega prišlo. Čeprav bi skušal potem tudi to razložiti. Kakšno je sedanje stanje po 30 letih, ne? Od teh skoraj 26.000 ljudi, ki so bili s tem prizadeti takrat, ne, je kljub vsem, bi rekel, pozitivnim odločbam Ustavnega sodišča Slovenije, potem tudi Evropskega sodišča v Strasbourgu in tako dalje, o tem več kasneje, kljub vsemu temu je do danes pridobilo nazaj tisto, kar jim je bilo takrat vzeto, torej dovoljenje za bivanje, ne državljanstvo, kot ljudje napačno mislijo. Šlo je za dovoljenje za prebivanje, ne. To jim je bilo odvzeto in s tem vse socialne pravice, možnost normalnega življenja in tako naprej. Od 26.000 ljudi, ki jim je bilo to odvzeto, je bilo do danes v teh 30 letih to vrnjeno, zgolj to dovoljenje za bivanje, recimo med 11 in 12.000, recimo okroglo 12.000 ljudem, se pravi manj kot polovici, ne. Samo dovoljenje, da smejo zakonito spet bivati v Sloveniji. Drugi del problema so pa seveda odškodnine za to škodo, ki je bila s tem nezakonitim dejanjem ljudem prizadeta, ne. Te odškodnine je pa Slovenija, vključno z Ustavnim sodiščem, žal zavračala vse do leta 2012, to se pravi 20 let, ne, dokler ni Slovenija k temu, da bi vendarle morala izplačati neke odškodnine za to škodo, ki je bila povzročena, prisililo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ne. In tudi Evropsko sodišče ne s svojo prvo odločitvijo leta 2010,
ampak šele z naslednjo leta 2012 in 2013. To je spet posebna zapletena zgodba, kako je do tega prišlo. In na podlagi tega, bi rekel po domače, ukaza Evropskega sodišča Sloveniji, da mora to vendarle urediti, je bil potem sprejet leta 2013 poseben zakon o izplačevanju teh odškodnin, ki je pa, bi rekel, tako škandalozen, in je ponudil izbrisanim, seveda samo tistim, recimo 12.000, ki sem jih prej omenil, ki jim je bilo sploh priznano, da so bili izbrisani. Ostalih, ne vem koliko ostane, 14.000 nič, niti dovoljenja, še manj teh odškodnin, ampak ta zakon, ki ga je Slovenija leta 2013 sprejela, jaz ga ponavadi imenujem Virantov zakon, ker je ga pripravil in zagovarjal takratni minister Virant. Ta zakon je, kot rečeno, tako, bi rekel, zame škandalozen, ponudil je namreč, da praktično ni bilo odziva na to in še od tistih, recimo 12.000 upravičencev, ki bi lahko zahtevali te odškodnine, jih je sploh zahtevalo manj kot polovica in tudi dobilo. Mislim, da se zdaj številka ustavlja pri 5.800 ali nekaj takega. Ljudi je dobilo na podlagi tega zakona te minimalne, bom rekel, kar sramotne odškodnine v višini 50 evrov za prestani mesec brez pravic, za čas izbrisa. Zakaj pravim, da je to, bi rekel, škandalozno, in da je to v bistvu žaljivo, tako da je en kup ljudi prizadetih, se jim je zdelo za malo, da bi sploh zaprosili za to, se jim je zdelo to žaljivo, čeprav na drugi strani tistih recimo 5-6 tisoč, ki so pa to dobili, so pa večinoma ljudje v tako slabem eksistenčnem položaju, da jim je tudi to, poznam konkretne primere, ko jim je tistih 2.000 ali pa 3.000 evrov, ki so jih dobili, in to ne naenkrat, ampak v 5-letnih obrokih, pomagalo recimo nekaterim, da jih niso iz stanovanja vrgli, ker niso imeli za plačati stanarino. To se pravi, nekaj je bilo, ampak večina, torej samo polovica približno od upravičencev je to sploh dobila, pri čemer se je Slovenija zgovarjala tudi uspešno, je pretentala, bi rekel, Evropsko sodišče, oziroma ne samega sodišča, ker tam sodniki seveda toliko naivni le niso, ampak odbor ministrov članic Sveta Evrope, to je 47 držav, ki so ustanovile to Evropsko sodišče, in ali se odločitve sodišča izvršujejo ali ne s strani držav, ki so kršile človekove pravice, ne more preverjati sodišče samo, ampak odbor ministrov teh 47 držav, kar je pa seveda za mene farsa. Zakaj? Ker teh 47 držav, ki so ustanovile sicer to sodišče, to je 47 kršiteljev človekovih pravic, ker pred sodiščem je vedno tožena država, ne glede na to, kdo je znotraj to naredil. In če ti zdaj zaupaš kontrolo nad tem, ali so sodbe tega sodišča izvršene ali ne, odboru
47 ministrov, ki zastopajo države kršiteljice, je popolnoma jasno, ne, kaj bojo rekli, da bojo pogledali skozi prste tem kršiteljicam, kadarkoli bojo le mogli. To je tako, kot bi recimo volkovom zaupal varstvo nad čredo ovac. Ne. Smešno. Ne. In zato je seveda Sloveniji uspelo uspelo v narekovaju, ne, ta odbor ministrov prepričati, da je s tem vse v redu, čeprav je Strasbourško sodišče, ko je o tem leta 12 in 13 odločalo, o teh odškodninah, ne, je izmed več 100 tožb, ki so v Strasbourg prišle, ne, izvzelo 6 primerov in je o njih individualno Evropsko sodišče odločilo in jim je priznalo tudi tam neke pavšalne odškodnine in tako naprej, ampak vendarle, ker so rekli, mi se v te podrobnosti logično ne moramo spuščati in so pač nekako čez palc, kot se včasih temu tudi reče, to odločili, z ustrezno obrazložitvijo, ampak so tem 6 ljudem izbrisanim, ki so jih vzeli kot primer, priznali vsakemu po 250 evrov na mesec izbrisa, 100 evrov za nematerialno škodo, za duševno prizadetost in tako dalje, in samo 150 evrov povprečno za materialno škodo, in to samo za tisto, ki so jo te ljudje utrpeli zaradi tega, ker če ne bi bili izbrisani, ne, bi kot stalni prebivalci Slovenije, če se niso mogli zaposliti, bili upravičeni do denarne socialne pomoči. In v času, ko se je o tem odločilo, bi ta denarna pomoč znašala tam 230 ali 260 evrov, to ni bilo čisto jasno, ampak sodišče je reklo, no, mi v to ne moramo zdaj v te podrobnosti jeti, in so rekli 150. Ne? Ponavljam, 100 za nematerialno škodo plus 150 za materialno, skupaj 250, plus kdor je imel otroke, ne, pa še po 80 evrov za vsakega otroka. Ne. Ampak posameznik brez otrok 250. Ne. In za 6 je sodišče tako odločilo in naložilo Sloveniji s sodbo, temu se reče pilotna sodba, ker reši samo par primerov, vse druge pa prepusti v reševanje prizadeti državi, v tem primeru Sloveniji. In je ta pilotna sodba Evropskega sodišča rekla, vse ostale upravičence, ne, morate pa vi rešiti v skladu s to odločbo, upoštevajoč te principe. No, in zato pravim, da je to norčevanje iz zdravega razuma in iz te sodbe, ne, če so namesto teh 250 evrov, ki so že itak bili porezani, ne, v bistvu na pol, Slovenija je pa dala 50, ne, in se je še hvalila, kako je prvotno mislila, da samo 30, pol je zvišala na 40 in potem smo pristali na 50. Ne. In ko smo mi to vse predstavili temu odboru ministrov v Strasbourgu, ko je preveril, ali je Slovenija s tem Virantovim zakonom izpolnila, kar je bilo naloženo s sodbo ali ne,
se je Virant zgovarjal, oziroma se je Slovenija zgovarjala, ja, veste, sej, to je res, da je 50 evrov samo 20%, ne, od 250, ampak po našem zakonu lahko vsak, ki s tem ni zadovoljen in ki misli, da mu je bila prizadeta večja škoda, lahko pa vloži tožbo na sodišče. Mi smo seveda takrat rekli, poslušajte, kdo je pa, bi rekel, finančno in v vsakem drugem primeru sposoben od teh preprostih ljudi prizadetih boriti se za vse mogočno državo na sodišču, iz tega ne bo nič, ne, ampak odbor ministrov je rekel, ja, sej lahko gredo na sodišče, bojo pa na sodišču dobili več, ne. To je spet posebna zgodba, v katero ne bom v podrobnosti zahajal. In rezultat, kakšen je bil rezultat? Prej sem že rekel, da od recimo 12.000 upravičencev jih je manj kot 6.000 dobilo tiste minimalne odškodnine. In od teh 12.000, ki bi lahko vsi tožili na sodišče za večje odškodnine, ali pa vsaj od tistih 6.000, ki so tam male dobili, ne, je bilo vloženih na podlagi tega zakona teh tožb 250. Ne, enih 80 še prej, preden je ta zakon bil sploh sprejet, skupaj 341 tožb, ki še danes niso rešene. Ne, oziroma nekatere so, nekatere celo še kar spodobno, ne, ampak človek si je takrat mislil, tudi jaz, ne, no zdaj, ki je pa od vsega tega velikega pompa, kako bo državni proračun propadel in tako naprej, če bi Slovenija morala odškodnine vsem izplačati, ne, vsem recimo 12.000, da o 26.000 sploh ne govorimo, ne. Rezultat, ne, tega sramotnega zakona je, da je bilo 341 tožb vloženih, ne. Še od teh verjetno, ne vem, koliko jih je že rešenih, najmanj 100 jih se gotovo še rešuje. Kako je nova sramota za slovensko pravosodje in za državo, ki kljub temu, da je to zdaj nič, ne, bi rekel, gledano z vidika državnega proračuna, ne, se država preko svojega advokata, to je državno odvetništvo, ne, iz petnih žil trudi, ne, da bi tudi tem bogim preostalim 100 ali 200 ljudem ne priznali tega, kar škode, ki je bila narejena. Torej obupna zgodba, kjer v podrobnosti ne bom zahajal. Torej to je trenutno stanje in večina ljudi, s katerimi se pogovarjam in vidimo tudi po odzivih v časopisih, večina ljudi pri nas, in to ne samo nasprotnikov izbrisanih, ki jih je še vedno najmanj 1/3, ne, ampak tudi simpatizerjev ali pa tistih, ki se zavedajo, da je bilo to vse skupaj narobe in huda sramota za Slovenijo. Eni in drugi so prepričani, ogromna večina, da je zdaj problem rešen. Ne. Ja, saj ste dobili odškodnine, saj ste dobili, kaj pa še hočete. Ne. Zato se mi zdi, zato sem začel s tem, da povem, da je situacija še vedno v bistvu katastrofalna. Ne. Iz tvojega odgovora je nesporno razvidno, da se ta kalvarija še vedno nadaljuje, ta tragedija ljudi, ampak pomembno je tudi, ne nazadnje za zgodovino, kako je možno, da je do tega sploh prišlo in kaj je botrovalo temu, da je do tega izbrisa prišlo. Če bi lahko to pojasnil, genezo tega problema.
tudi začetek te zgodbe, ne, zakaj je do tega prišlo, je zapleten, ni tako preprost, kot si spet eni in drugi predstavljajo. Osnovni razlog za to je seveda preprosto rečeno ksenofobija, ne, torej odpor do tujcev, ne, ki je jasno izrazit na desni strani političnega spektra, takrat bil in je danes še ravno tako, ne. Ampak če gremo pa v podrobnosti, ne, je pa zanimivo to, da do tega problema izbrisa teh 26.000 ljudi sploh ne bi prišlo, če bi bil torej junija leta 1991, ko se je sprejemala ta tako zvana osamosvojitvena zakonodaja, zakon o državljanstvu, zakon o tujcih in tako dalje, če bi bil sprejet en amandma, ki ga je pripravila takrat, mislim, da predvsem Metka Čepin, torej skupina poslanci takratne bodoča LDS, ne vem, kako se je že takrat imenovala, ZSMS, liberalna stranka, nekaj takega. Metka Mencin, a sem narobe rekel? Ja, narobe si. Ja, Metka Mencin, ja. In drugi, ne, ki so namreč ta amandma k zakonu o tujcih, ne, je predvideval, da vsi ti ljudje, ne, ki so iz drugih republik Jugoslavije v Slovenijo prišli, ne vedoč, da s tem niso pridobili slovenskega državljanstva, ker takrat, kar spet ogromna večina ljudi, tudi strokovnjaki, nekateri ne vedo, da je takrat, torej v Jugoslaviji, ne, pred njenim razpadom, oziroma ves čas njenega obstoja, da je obstajalo tako zvano dvojno državljanstvo, česar pa živa duša ni vedela, razen nas pravnikov, ki smo se o tem učili na fakulteti, ampak v praksi je bilo pa to popolnoma nepomembno. Vsak od Jugoslovanov v času obstoja Jugoslavije je mislil, da ima pač jugoslovansko državljanstvo kot edino in osnovno. V resnici, formalno, ne, po zakonodaji je bilo pa tako, da naj bi bilo primarno republiško državljanstvo, slovensko, srbsko, bosansko in tako naprej, in šele pravi zakon je rekel, kdor ima republiško državljanstvo, potem s tem avtomatično pridobi tudi jugoslovansko državljanstvo zvezne federativne države. Mi vsi kot državljani smo pa vedeli samo za jugoslovansko državljanstvo. V vseh dokumentih, potni list, osebna izkaznica, ko si kakršnekoli obrazce izpolnjeval, si napisal samo SFRJ, jugoslovansko državljanstvo. No, zato recimo teh 200.000 ljudi, prebivalcev Slovenije, ki so prišli v Slovenijo živeti, delati in tako naprej iz drugih republik, bilo jih je 200.000, to smo 1/10 od 2 milijonov slovenskih prebivalcev, takrat in danes približno, ne. Teh 200.000 ljudi iz teh drugih republik seveda niso vedeli, kot tudi mi Slovenci nismo vedeli, ne, da mi imamo, oni pa nimajo slovenskega državljanstva. Ko so se pa republike osamosvajale, Slovenija kot prva, ne, leta 1991, je pa morala seveda kot nova država urediti svoje novo državljanstvo
In je logično rekla, zapisala v zakon, tisti, ki so ga imeli že do zdaj slovensko državljanstvo, ga pridobijo avtomatično, ne. Tisti, ki ga pa niso imeli do zdaj, recimo teh 200.000 recimo južnjakov, ne, kot se je včasih ta izraz uporabljal, imajo pa možnost, da v 6 mesecih od junija, ko je bil ta zakon sprejet, 91 do 26. decembra 91, vložijo samo prošnjo, ne, in bodo avtomatično dobili slovensko državljanstvo. In na podlagi tega je potem se zgodilo to, tukaj se začne ta zgodba pri državljanstvu in tle vir mnogih nesporazumov. Ko je do izbrisa prišlo in je potem 10 let kasneje, leta 2002, problem postal javno znan, so vsi mislili, tudi jaz, ne, takrat, da do tega ne bi prišlo, če bi ti ljudje izkoristili to možnost, ki jim jo je zakon dajal, in bi državljanstvo vzeli. In ko sem jaz reševal individualne probleme teh ljudi, takrat 10-15 let kasneje, sem vsakega vprašal, ker me je zanimalo, sem rekel, ja, pa zdaj pa na koncu, ko sva uredila, ker je bilo treba, zdaj na koncu mi pa povej, zakaj za hudiča se ni spostavil tisto vrsto tle na Mačkovi ali pa v kjerikoli občini, pa bi pač oddal to vlogo, pa bi dobil državljanstvo in vseh teh problemov ne bi bilo, ne. In mi je recimo 8 od 10, s katerimi sem to preveril, me debelo pogleda, šel pa pravi, saj sem bil tam, ne. Saj sem hotel vložiti, sem čakal ure in ure, ja, in potem, in ko sem prišel do okenca, ne, mi je pa uradnik za Ljubljano, zanimivo, ne, vsi pravijo, tisti mož brez roke, ga vsi poznajo, ki je to izvajal, seveda ne po svoji volji, ampak po ukazu od ministrstva, ne. Ko sem prišel do okenca, so mi pa rekli, ja, kje imaš pa rojstni list iz Bosne, recimo, ja, to pa nimam, ne, ali pa iz Hrvaške, ali pa iz Srbije. In namesto, da bi po zakonu uradnik takrat takemu človeku rekel, boš dobil sporočilo, v kakšnem roku moraš to naknadno predložiti, ne, tako bi morali po zakonu ravnati, v resnici je pa ne en zlonameren uradnik, ampak čisto na vseh 64 ali koliko je bilo takrat občin, v državi, kjer se je to dogajalo, so vse take očitno po ukazu iz ministrstva odslovili. Torej, nekatere celo bi rekel grobo šovinistično nagnali, ne, dobesedno, nimaš tle kaj iskati, nisi Slovenc, ne, nekatere so vljudno odslovili, pač bolj spodobni uradniki, ampak enostavno vse so odslovili. To je pa prišlo na dan, kot rečeno, šele 10 let kasneje. Torej, jaz sem bil zgrožen in sem rekel, ja, pa saj to je bilo kaznivo dejanje, namreč uradnikov, ne, ki so s tem oropali te ljudi, njihove pravice, ne. Ampak za kakršnokoli pravno reakcijo je bilo prepozno, to kaznivo dejanje uradnikov ali pa njihovega šefa, notranjega ministra, ki jim je to ukazal, je zastarano, se ni dalo več preganjati, in s tem je bil tega problema konec. Zakaj to pripovedujem?
ker se še vedno, še danes, ne, mnogi ljudje so prepričani, da so ti ljudje sami krivi za to, kar se jim je zgodilo, ker niso hoteli vzeti državljanstva. Torej, kot rečeno, po moji oceni 80% ljudi je hotelo to. Toda pa jim je bilo to na nezakonit, kazniv način preprečeno. Ne. Ampak tudi tisti preostali, ki recimo so ali to zanemarili, ali pa so bili gotovo tudi taki, ki niso hoteli, ne, vzeti državljanstva. Potem nekateri so se bali, če vzamem slovensko, bom pa srbskega izgubil, tam imam pa neko zemljo, pa bi rad dedoval po očetu, kar sicer ni bilo, so narobe ljudje to razumeli, ker bi lahko obdržali, so lahko obdržali prejšnje državljanstvo, drugo republiško državljanstvo. No, ampak torej zdaj sem malo nič izgubil, torej pri tem, ko so ljudi nagnali iz teh vrst, kjer so hoteli vložiti za državljanstvo. Ja, to sem hotel reči, da tudi tisti, ki pa niso poskušali državljanstva dobiti, ne, tudi za njih je bil ta kasnejši izbris popolnoma nezakonit. Zakaj? Zato, ker to ali nekdo vzame ali ne vzame državljanstvo, ki mu je bilo ponujeno, to je pač stvar njegove proste odločitve. Ne? Torej tudi tisti, ki za državljanstvo niso zaprosili ali pa celo niso hoteli zaprositi, ne, v redu, zato ga pač niso dobili. Ne. Popolnoma nezakonito pa je bilo, da so jim pa zaradi tega, ker niso pridobili slovenskega državljanstva, vzeli pa status zakonitega prebivalca kot tujca. Ne, to so bili seveda novi tujci, recimo včasih smo temu rekli jugotujci, ne, ker tisti, recimo ta pravi tujci iz Anglije, Avstralije, Amerike ali kodarkoli, ki so tudi živeli že takrat, ne, v Sloveniji kot tujci, njim se ni pa nič spremenilo. Ne. In to je seveda na tej podlagi je tudi Ustavno sodišče kasneje potem reklo, ja, če drugim tujcem ni bilo treba nič narediti za to, da so svoj status obdržali, potem tudi tem novim tujcem v narekovaju ne bi smela država od tega zahtevati, ampak bi morala poskrbeti, da bi ta njihov dotedanji status zakonitih prebivalcev Slovenije ostal, ne, in s tem bi problema izbrisanih ne bi bilo. No, če se vrnem, kot vidite, zgodba se že tukaj zelo zaplete. Ne. Če se vrnem na to, kar sem na začetku omenil, da bi sprejetje amandmaja Metke Mencin takrat ves ta problem rešilo, ne. Zakaj ne? Zato, ker ta amandma k zakonu ni bil sprejet z neko minimalno večino takratne Demosove večine v skupščini je bil zavrnjen. Zanimivo je pa, da pa vlada takratna Demosova pa ni nasprotovala temu, je to celo podpirala. Ne? Torej spet eden od paradoksov tedanje situacije. Vlada je to podpirala, ampak politična parlamentarna večina Demosa je pa to zavrnila in s tem je ta problem nastal. Oziroma s tem je bilo omogočeno, kako bi rekel, s tem je bila omogočena neka pravzaprav prevara, ali kako bi rekel,
ki se je zgodila pa potem, kot si omenil, februarja 1992, ne, ko je prišlo do tega izbrisa. Namreč zgodilo se je to, da je vlada, ne, in notranje ministrstvo znotraj se postavilo na stališče, da kdor ni dobil državljanstva, ne, da zdaj izgubi tudi status stalnega prebivalca Slovenije, češ zato, ker niso posebej zaprosili, da se jim to podaljša in tako naprej, ne. In šele leta 1999, se pravi 7 let po tem dogodku, po tem nezakonitem izbrisu, mislim, da je bilo ravno tudi februarja ali marca 1999, ko je izšla prva odločba Ustavnega sodišča Slovenije o tem problemu, ne, v kateri je bilo jasno rečeno, da je bil ta izbris nezakonit. Spet ena finesa, na katero moramo opozoriti, zlasti tiste, ki to mogoče malo bolj natančno spremljajo. Ustavno sodišče ni takrat reklo, da je bil ta izbris, kot je vlada trdila, sicer v skladu z zakonom takratnim, ne, iz leta 1991, ampak da naj bi bil ta zakon v nasprotju z ustavo. Ne, stvar je bila hujša. Ne. Sam zakon pravzaprav niti ni določil nič protiustavnega, ampak uporabili so ga nezakonito. Se pravi, ta izbris, ki ga je notranje ministrstvo izvršilo februarja 1992, je bil, kot je jasno povedalo Ustavno sodišče, nezakonit. Niste imeli, vlada ni imela nobene zakonite podlage v tistem zakonu, čeprav tistega amandmaja ni bilo. Ne. Kljub temu je bilo to nezakonito, kar je vlada naredila. In torej šele leta 1999 je do te odločitve prišlo. Se pravi, 7 let je vlada non-stop trdila in to ni bila več Demosova vlada, ne. To je bila že Drnovškova vlada. To je spet eden od nadaljnih paradoksov v tej čudni zgodbi. Do tega je seveda prišlo na ta način, ali pa zaradi tega tudi, ne, ker je notranji minister Demosove vlade, ki je to zagrešila, Bavčar, ne, ko je vlado prevzel Drnovšek, ne, je Bavčar postal ali pa ostal notranji minister tudi v Drnovškovi vladi in se je ta zgodba vlekla naprej, ne. In je ravno iz časa prevzema nove vlade Drnovškove, ne, izvira tisto znamenito Bavčarjevo pismo iz maja 1992, aprila ali maja 1992, kjer notranji minister Bavčar vladi poroča o tem problemu in tam noter pravi, ne, da pri nas v notranjem ministrstvu sta dve varianti oziroma dva pogleda, kako ta problem zdaj po 3 mesecih po izbrisu rešiti, ne. Eni pri nas zagovarjajo, da bi jim morali pač priznati te njihove pravice, ki so jih imeli že prej, in ta status urediti.
drugi pa smatrajo ali smatramo, da je pa treba, mislim, da je bila tam celo dobesedno uporabljena formulacija, zanemariti ali spregledati pridobljene pravice, ki so jih imeli, in paradoksalno nadaljevanje, in ravnati strogo po zakonu. Ne. To je bila seveda spet ta, težko zdaj reči, zavestna ali kakšna, bi rekel, zloraba zakona in prevara, ne. Ampak od 92 do 99 je vlada trdila, mi smo ravnali po zakonu. Leta 99 pride Ustavno sodišče in pove, ni res, ne, ravnali ste nezakonito in zato morate tem ljudem, ki ste jim to vzeli, povrniti. Ne. Toda tudi od leta 99 naprej, ne, problem še vedno ni bil rešen, se je počasi sicer rešil, ampak prišlo je do tega paradoksa spet, da je na podlagi te prve odločitve Ustavnega sodišča 99 februarja ali marca bil potem čez par mesecev že sprejet zakon, ki ne bi to uredil, kratko mu rečemo zakon o izbrisanih, kratica ZUSDDD, en kompliciran naziv, ki je pa omogočil samo to, da so lahko ponovno dobili tisto nekoč odvzeto dovoljenje za stalno bivanje samo tisti od izbrisanih, ki so lahko dokazali, da so ves ta čas živeli v Sloveniji. Paradoks, ko ne bi smeli. Ne? Torej, mislim, to je, vem iz pogovorov z mnogimi tujimi novinarji, ki si jim to razlagal, niso mogli verjeti, da je to res. Ne? Zakaj? Ne. Namreč tistih cirka 10.000 ljudi, ne, izbrisanih, ki so kljub izbrisu, ko so izgubili vse papirje, oni so ilegalno ostali v državi. S pomočjo sorodnikov, prijateljev, prodajanja tistega, kar so imeli in tako naprej, so nekako se preživljali, ampak ilegalno. Ne. In zdaj, če bi bila Slovenija res pravna država, ki bi se svojih predpisov držala, bi morala vseh teh 10.000 ljudi izgnati, ker so bili nezakonito, po njihovem mnenju, po državnem, v Sloveniji. Tega seveda Slovenija tudi slučajno ni niti poskušala nikoli narediti, razen kakšnega Jelinčiča, ki je razgrajal, na vlak pa poslati čez mejo. Ne. Zakaj ne? Iz preprostega razloga, ker če bi Slovenija takrat to naredila, bi izbruhnil mednarodni škandal, ne, s takim izgonom. Zato so izgnali samo sem pa tja kakšnega, ki je kakšen kriminal zagrešil. Ne. Vse druge so pa pustili, ne, živijo in životarijo, kakor vejo in znajo. Ne. In zdaj pride leto 99, odločitev Ustavnega sodišča, na podlagi tega parlament sprejme zakon, ki ne bi to uredil, ki pa uredi to samo za tiste in omogoči pridobitev, vrnitev tega dovoljenja samo tistim, ne, ki so teh 7 let preživeli v Sloveniji, ali pa nekateri tudi so šli ven, pa so se vrnili. Ne. Torej samo tistim, ki so tukaj. Zakaj pravim, da je to paradoks? Zato, ker preostalih, recimo 15.000 ali koliko jih je bilo, ne, ki so pa po izbrisu zapustili Slovenijo, niso bili izgnani,
ampak enostavno niso mogli živeti tukaj in so šli. Ne. S tem so pa seveda pravzaprav oni ravnali v skladu s takratno zakonodajo. Če nas imate za nezakonite, potem pač gremo, kaj pa nam drugega ostane. In zdaj, paradoksalno, ko se problem začne urejati, leta 1999 Slovenija milostno dovoli, ne, ponovno pridobitev dovoljenj samo tistim, ki so zakon do takrat kršili. Ne. Torej, unih preostalih 15 000 ne takrat, ne do danes ni rešeno nič. Ne. Torej, to je situacija. Ne. No in zdaj, ker je ta problem nastal takrat, ne, leta 1999 in se je to počasi reševalo samo v tem okviru, je potem leta 2002, točno za 10. obletnico izbrisa, februarja 2002, bilo ustanovljeno prvo društvo izbrisanih na Ptuju. Ne, ustanovil ga je pokojni Aleksandar Todorović in še 10 jih je skupaj bilo, v glavnem vsi iz tistega konca. Ne. Tudi mene so povabili takrat že k sodelovanju in smo takrat naprej, sem član tega društva in sem pač sodeloval pri tem. Ne. No in naša prva akcija tega društva je bila ugotoviti, kakšno sploh je stanje in ponovno zahtevati od Ustavnega sodišča, da presojo tega zakona iz leta 1999 kot nezadostnega, kot neskladnega s tem, kar je Ustavno sodišče že leta 1999 zahtevalo. Ne. In kaj se je zgodilo? Torej, mi smo vložili kot društvo to vlogo na Ustavno sodišče, ki jo je zelo hitro, že leta 2003, aprila, je ugodilo Ustavno sodišče tej naši zahtevi, tej vlogi. Kljub temu, namreč zanimivo, ne, da so pa čisto vse stranke takrat, ne, vlada je bila še Drnovškova, ne, vse stranke, desne in leve, razen z eno delno izjemo socialdemokratov, takrat je bila Združena lista socialnih demokratov ali nekaj takega, so v razpravah na Ustavnem sodišču in v odgovorih v Ustavnem sodišču vztrajale pri tem, da je s tem zakonom vse v redu. Ne. Edino poslanca Potrč in Potratova od socialnih demokratov sta takrat podprla naše stališče, vsi drugi so bili proti, da je vse v redu. Sledi potem seveda šok druge odločbe Ustavnega sodišča, ki je nam dala prav, razen žal v tisti točki glede urejanja statusa vseh tistih 15 000, ki so šli ven. To je ta spet kompliciran problem, ki ga bom kasneje razložil. No, ampak glede teh, ki so pa na podlagi zakona iz leta 1999 vendarle dobili ponovno to dovoljenje za bivanje, ki je bilo nekoč odvzeto. Tukaj je bil pa problem, ki ga prej nisem omenil, pa je bil seveda pomemben ta, da je vlada in parlament s tem zakonom iz leta 1999 sta tem, ki so ostali v Sloveniji, tem recimo 10 000, priznali to novo dovoljenje za bivanje samo od zdaj naprej, recimo od leta, kadar so pač to uredili.
ne, večina od leta 99 naprej. Ne pa za nazaj, ker vlada je rekla in parlament, tega nam pa ustavno sodišče ni ukazalo, ne, da moramo tudi za nazaj krivico popraviti. Na kar smo šli mi, kot rečeno, kot društvo na ustavno sodišče in ustavno sodišče nam je dalo prav in je popolnoma jasno ponovilo, ne, že iz naše prve odločbe, že v naši prvi odločbi je bilo jasno rečeno, da ste dolžni vrniti ta status za nazaj. Ne samo od zdaj naprej, ampak tudi za nazaj. No, to je bila bistvena vsebina te sicer tudi zelo komplicirane druge odločbe ustavnega sodišča. Leta 2003. Toda, tako kot je trajalo 7 let od 92 do 99, preden se je sploh kaj naredilo, je zdaj spet trajalo od leta 2003, ko je bila ta odločba izdana, do leta 2009 oziroma 2010, se pravi spet 7 let, ne, preden je vsaj to, kar je ta druga odločba ukazala, bilo vsaj polovično uresničeno z zakonom, torej z dopolnitvijo tistega zakona iz leta 1999, ki je začel veljati leta 2010, ne, ki je pa še vedno omogočal samo to, ne, da so ti ljudje, teh recimo 10 ali pa medtem je naraslo morda na 12.000 izbrisani, ki so to dovoljenje dobili, da se jim to prizna tudi za nazaj. Ne. Ampak še vedno nobenih odškodnin, niti govora, da o ostalih 15.000 ljudeh sploh ne govorimo. Ne. Torej, to je, bi rekel, en del te problematike, ki se je leta 2010 skušala s tem zakonom rešiti pod takratno, niti se zdaj ne spomnim, kdo je bil takrat predsednik vlade, ministrica za notranje zadeve je bila Kresalova. Ne? In njihov namen je gotovo bil dober, ne? Rešiti vsaj ta del tega problema, ampak zelo slabo je pa tudi ta zakon rešil pa tisti drugi del problema, kaj narediti s tistimi, recimo 15.000, ne, dobro, med tem jih je 3.000 že pomrlo, jih ni bilo več, ne, recimo gre realno spet za 12.000 ljudi še vedno, ne, ki so Slovenijo zapustili in je ustavno sodišče reklo že dvakrat, tudi njim morate omogočiti, da ta status ponovno pridobijo. Ne. Torej, ta del problema je bil pa s tem zakonom rešen pa škandalozno. Ne. Torej, ne namenoma, to sem prepričan, da namen je bil dober, ampak izvedba je bila pa katastrofalna. Ne. In sicer zakon je rekel, ne, to še zdaj pač v njem piše, da tisti, ki so pa Slovenijo zapustili, ne, to je teh recimo 15.000 izbrisanih, pa lahko v nadaljnih 3 letih, to je seveda spet problem, zakaj samo 3 leta, ker ti ljudje so se porazgubili po celem svetu in nihče za to ni vedel. Ampak dobro, to je že manjši del problema, ta rok 3 leta. Ne. Zakon je torej rekel leta 10 in je veljal do leta 13. Ne. Če v 3 letih vi lahko tudi dobite vrnjeno dovoljenje za
bivanje, ki vam je bilo nezakonito odvzeto, pod dvema pogojema, če poenostavim. Prvi pogoj je razumljiv in logičen. Ne? Če dokažete, da ste bili takrat prisiljeni Slovenijo zapustiti zaradi posledic izbrisa. To bi morala biti enostavna stvar, ker če so ti vzeli vse dokumente, pač ne moreš niti delati, niti nič in jasno, da moraš pol državo zapustiti. In tako so ljudje tudi naredili. Torej, ta prvi pogoj je logičen, ne, in ne bi smel biti težak za dokazovanje, že je tudi bil, ampak torej, nepopisen škandal je pa drugi pogoj, ki je bil postavljen. Torej, za katerega sem jaz že ne vem kolikokrat javno napisal, da tako bedastega zakona po mojem poznavanju svetovnega prava svet še ni videl. Ne. Zakaj? Ta drugi pogoj se namreč glasi, da bo kdo od teh ljudi, ki bi rad dobil nazaj to, kar mu je bilo vzeto, se pravi dovoljenje za bivanje v Sloveniji, ga bo dobil samo, če dokaže, ne, da se je v času svojega, recimo temu narekovaju, izgnanstva, torej ko je moral Slovenijo zapustiti in je živel v Bosni, Nemčiji ali kjerkoli, ne, torej mora dokazati, da se je v tem času skušal vrniti v Slovenijo. Čakajte malo, smo mi rekli, kaj vam je, saj jim je bilo prepovedano, ne, in ti ljudje, kljub temu, da jim je bilo to prepovedano, ne, so vendarle, ogromna večina se je skušala vrniti. Ko so se malo uredili doma, pa so prišli na mejo. Ne, to so znani primeri veliko, ampak na meji so bili seveda, na slovenski meji, so bili zavrnjeni. Nimate papirjev, nimate vize, adijo. Ne. To se pravi, zahtevati, torej, to je popoln absurd, ne. Že to, že sama, ampak s tem se, bi rekel, ta genialni dosežek slovenske zakonodaje ne konča, ampak se stopnjuje, ker v zakonu piše, še danes, ne, da ni dovolj niti to, da si se poskušal vrniti, ne, ampak je važno, kdaj si se poskušal vrniti in velja samo, če dokažeš, da si se poskušal vrniti v drugih 5 letih svoje odsotnosti. Ne v prvih 5 letih, ko so vsi to poskušali, ne, neuspešno seveda, ne, niti v zadnjih 5 ali pa 10 letih, to nas nič ne briga. Recimo, večina ljudi je odšla leta 92, prvih 5 let je bilo do 97, to se pravi, če si se poskušal vrniti med 97 in 2002, ok, če boš dokazal, pa bomo tvojo vlogo sploh obravnavali, ne, oziroma imaš šanse, da boš dobil, če ne pa ne. Ne. In rezultat tega famoznega zakona, tega dela njegovega iz leta 2010, če računamo, da je upravičencev, ki bi lahko to potem in seveda bedastimi pogoji zaprosili, jih je bilo recimo 12,000. Prošenj vloženih na tej podlagi je bilo manj kot 1,000, ne, in še od teh jih je bilo več kot polovica zavrnjenih, tako da na podlagi tega velikodušne ponudbe je par 100 ljudi s težkimi mukami vendarle dobilo to dovoljenje. Dodatna podrobnost je še ta, da je v tem dovoljenju piše, ampak če, po domače povedano, če v enem letu se ne boš vrnil, pa to je pa konc. Ne. Zdaj, človek je 20 let živel nekje drugje,
kako je to naredi, spet nobenih odškodnin in tako dalje in tako dalje. Tako da, kot vidite, ta zgodba je izredno komplicirana. Zdaj sem jo pripeljal do tega zakona iz leta 2010, ne. Tako da, jaz mislim, da tle sem glavne stvari povedal. Omenil si v začetku odgovora, da je do tega izbrisa pripomoglo to ksenofobno vzdušje, ki se je konec 80-ih let nekako razpaslo po republikah nekdanje Jugoslavije. Tako je recimo decembra 1990 je Jože Pučnik na zborovanju v Ljutomeru, Jože Pučnik, vemo, je bil predsednik Demosa, med drugim dejal, bom kar prebral, pripravljeni moramo biti, da dediščino Jugoslovanske federacije morda tudi na neljub način odpravimo. Potrebno bo izračunati tudi demografsko, kakšni posledični problemi bi nastali v 5 ali 10 letih skupaj z zahtevami po kulturni avtonomiji. Se pravi, v plebiscitu in ustvaritvi slovenske države je očitno videl ustvaritev nacionalno čiste države za očiščenje Slovenije prišlekov iz drugih jugoslovanskih republik. Danes verjetno vidimo, da je to takšno razmišljanje, ki se je takrat v Jugoslaviji razpaslo, pripeljalo do o tem, kar si prej govoril, do strahovitih tragedij. Kako bi ti ocenil takratno dogajanje v tem smislu? Ja, žal je res tudi Pučnika takrat zaneslo tako daleč, kot si prebral tamle, torej to je gotovo eden od morda najtemnejši madež na njegovi, bi rekel, politični zgodovini. Jaz imam občutek, da Pučnik kasneje potem nikakor ni več takih stališč zastopal, prej nasprotno. Tako da takrat je pa bil to očitno en izbruh tudi pri njem tega, recimo te latentne ksenofobije, ne. Ampak kot sem že prej povedal, je v nadaljnjem dogajanju so se stvari kar naprej, bi rekel, spreminjale, ublaževale, zaostrovale in tako naprej, ne. Prej sem omenjal ublaževanja, da je celo Demosova vlada podprla na začetku tisti amandma, ki bi izbris preprečil in tako dalje, ne. No, na drugi strani recimo lahko omenim, kaj se je dogajalo pa potem nekaj let kasneje, zdajle točno letnice se ne bom spomnil, ko je na desni strani političnega spektra v Sloveniji prišlo do silno močnega pritiska, da bi pa tistim, v narekovaju, južnjakom, ki pa so vzeli slovensko državljanstvo, ne, bilo jih je pa 170.000 od 200.000 vseh, ki so imeli stalno prebivališče v Sloveniji. Se pravi, 29.000 jih ni dobilo državljanstva, 171.000, točno 171.000 pa so zaprosili za državljanstvo slovensko in so ga dobili, obdržali pa ob tem seveda svoje srbsko, bosansko in tako naprej. In v naslednjih letih, ne vem, je bilo 93, 94 ali tam nekje, je prišlo do izredno močnega pritiska z desne strani, da naj se tem ljudem, torej tem 170.000 novim državljanom Slovenije, državljanstvo odvzame
če že imajo svoje drugo državljanstvo, ki so ga obdržali. No, to je bil seveda en tako ekstremno, bi rekel, ksenofoben in protiustaven poskus, da ga niti uradne desne stranke niso podprle, pač pa nekateri poslanci njihovi, tako da je stvar na koncu prišla do ustavnega sodišča in da je ustavno sodišče potem, ker namreč ti poslanci so zahtevali referendum o tem in ga je potem ustavno sodišče prepovedalo. Ne. Skratka, to je bilo kar naprej, bi rekel, ta borba ublaževanja, zaostrovanja in da ne pozabim, bi morda še to omenil indirektno s tem v zvezi, ne, kakšen je odnos celotnega prebivalstva Slovenije do teh vprašanj, konkretno do izbrisanih, ne, bil. To se lahko vidi recimo zelo izrazito iz enega referenduma, ki je bil izveden leta 2004, ne, se pravi potem, ko je ustavno sodišče že drugič razsodilo v prid izbrisanim, da jim je treba vrniti to, kar jim je bilo nezakonito odvzeto, ne. Ampak, kot sem že rekel, od leta 3 do leta 10 se ni zgodilo nič, ne. To ni bilo uresničeno. En del tega manevriranja v teh 7 letih je bil ravno ta prejle omenjeni referendum leta 2004 o tem, kako naj se to izvede. Ne. Tukaj je zelo, bi rekel, bom kar rekel, sramotno vlogo odigrala ta tako zvana leva vlada. Ne. Prej sem omenil, da sta samo dva poslanca od socialdemokratov podprla ta naša stališča in v bistvu s tem odločbo ustavnega sodišča, Potrč pa Potratova, ne. Na drugi strani je pa notranji minister, ki tega ni hotel izvesti, kot bi je ustavno sodišče zahtevalo, bil pa dr. Rado Bohinc, minister te iste socialdemokratske stranke in predsednik parlamenta je bil pa takrat pa Borut Pahor, predsednik te iste stranke. Torej, mislim, spet stvar, ki je zlasti tujim opazovalcem, pa tudi enemu normalnemu domačemu opazovalcu težko razumljiva. Ne. No, in če se vrnem zdaj k temu referendumu, ne, leta 2004 je tema referenduma bila zelo komplicirana, ampak lahko jo poenostavimo tako, da je rezultat je bil 95% proti 5 v škodo izbrisanih. Ne. 95 proti 5. Nekateri pravijo, ja, ampak samo ob, ne vem, 31 ali koliko procentni udeležbi. Ja, normalno, vsi referendumi, razen tistega o vstopu v EU, so imeli tako, to je normalna udeležba. Ne. In torej 95 proti 5 leta 2004. Ne. Potrjeno tudi na druge načine. In kasneje, zdaj točno letnice se ne spomnim, najbrž tam nekje okoli leta 10, ne, 2010, je bila edinokrat, kar je meni znano, izvedena ena javnomnenjska raziskava, morda da je bila še celo malo kasneje, da so bile že potem, ko je Evropsko sodišče tudi svojo odločitev dalo in da je bilo v tej javnomnenjski raziskavi, to je mogoče leta 12-13,
postavljalo vprašanje, ali podpirate to, da se izbrisanim te odvzete pravice vrnejo ali ne. In izid te javnomnenjske raziskave je bil: 1/3 podpira, 1/3 je proti, 1/3 se pa ne zna odločiti. To je realno stanje, ki je po mojem še danes v bistvu ni dosti drugačno. Skratka, zastavlja se tudi vprašanje, ali smo se iz te zgodbe o izbrisanih kot družba sploh kaj naučili. Ker danes, ko vidimo, kaj se dogaja z begunci na meji, zdaj nazadnje na polsko-beloruski meji, pred kratkim zelo tragična zgodba na reki Dragoni, ker se je utopila 10-letna begunska deklica. Odzivi, predvsem naših nekaterih oblastnikov, so, vsaj zame osebno, šokantni, ostudni na te zadeve. Kako ti vidiš ta problem zdaj, ali bomo se kdaj rešili te ksenofobije, ali se ne bomo, kako naprej s tem, kako ljudje lahko tako mirno in, bom rekel, zaničevalno gledajo na druge ljudi, ki so nenazadnje ljudje, tako kot mi. Ali smo se kaj naučili, kakor kdo. Torej, neki pozitivni premiki, po mojem pozitivni, gotovo so vendarle bili. Navsezadnje, če drugega ne, tista primerjava, ki sem jo prej omenil, med referendumom leta 2004 pa eno kasnejšo raziskavo javnega mnenja 10 let kasneje, vendarle kaže, da je večje število, bistveno večje število ljudi v Sloveniji, ki je o tem pripravljeno in sposobno kritično razmišljati in ne pristopati k temu z nekih takih izrazito ksenofobnih in temeljnim človekovim pravicam globoko sovražnih stališč, ampak imeti iluzijo, da so taki, bi rekel, egoistični, ksenofobni pogledi izkoreninjeni, to je pa seveda iluzija in vidimo to recimo danes v celi Evropi, Nemčija, Francija in tako dalje, kako naraščajo ali pa se krepijo take ekstremno desničarske, ksenofobne tendence, čeprav bi rekel, na drugi strani se po mojem dojemanju naprimer v Nemčiji in v Franciji, ki sem jih omenil, vendarle ena, bi rekel, zmerna desnica temu vendarle odločno upira in postavlja en sanitarni zid med eno normalno desnico in ekstremno desnico tam. Medtem ko naš problem, po mojem dojemanju, je pa predvsem v tem, da pri nas te jasne ločnice med ekstremno desnico in neko recimo in normalno desnico ni, in se te meje vse bolj brišejo. Tako da problem ostaja. Na vprašanje, ali smo se kaj naučili, smo se, jaz mislim, velik del družbe se je iz tega naučil.
nekaj in je spremenil svoja stališča, ampak da bi bil problem rešen, pa daleč od tega.